Roboam je zbral v Sihemu vse ljudstvo, da bi ga oklicali za kralja. Tudi Jerobeam je prišel iz Egipta. Ljudje so bili nezadovoljni zaradi velikih davkov in hude tlake pod Salomonom. Od Roboama so zahtevali, naj jim olajša bremena. Moj oče vam je naložil težak jarem, jaz pa vam bom še težjega. Moj oče vas je kaznoval s šibami, jaz pa vas bom pretepal z biči. Kaj nas še veže na Davidovo hišo? S Salomonovim sinom nočemo imeti nobenega opravka. Roboam je komaj še skočil na voz in ušel jeznim Izraelcem v Jeruzalem. Izraelci pa so izbrali Jerobeama za svojega kralja. Samo rodova Juda in Benjamin sta ostala v Davidovi hiši. Kralj Jerobeam ni maral, da bi 10 rodov njegovega ljudstva romalo v Jeruzalem in v templju darovalo Gospodu. Bal se je namreč, da se ne bi srce njegovega ljudstva spet obrnilo k Judu. Zato je dal narediti 2 zlati teleti. Izrael, tukaj je tvoj Bog, ki te je odpeljal iz Egipta. Eno tele je Jerobeam postavil v Betelu na jugu, drugo pa v Danu na severu svoje dežele. Nastavil je duhovnike, sam pa daroval v Betelu. Jerobeamovi nasledniki so počenjali, kar je Bog prepovedal. Med najslabšimi je bil kralj Ahab. Poročil se je z Jezabelo, princeso iz mesta Tir. Ta ga je zapeljala, da je častil Malika Baala. V Samariji, novem glavnem mestu, je sezidal Baalu tempelj. Jezabela je preganjala vse Izraelove preroke. Tedaj je prišel k kralju Ahabu prerok Elija. Služim Gospodu, najvišjemu Bogu Izraelcev. Kakor resnično živi Gospod, to leto v deželi ne bo dežja in potoki bodo usahnili, dokler ne rečem drugače. V Samariji je zavladala huda lakota. Ahab je naročil, naj po vsej deželi in po sosednjih krajih iščejo preroka Elijo, da bi ga umoril. Elija pa je pobegnil čez Jordan in se skril pri potoku Kerit. Elija, 3. leto mineva. Pojdi in se pokaži Ahabu. Na zemljo hočem poslati dež. Ubogal te bom, moj Gospod. Takoj se bom najavil kralju Ahabu. Ti si tisti, ki spravlja Izraela v nesrečo. Nisem jaz spravil Izraela v nesrečo, pač pa ti in tvoja družina, ker ste prelomili Gospodove zapovedi in se obrnili k Baalu. Zdaj pa razpošlji od poslance, naj se zbere na gori Karmel ves Izrael, tudi 450 Baalovih prerokov. Ljudstvo Izraela, kako dolgo boste še omahovali na obe strani? Ako je Gospod pravi Bog, hodite za njim. Ako pa je Baal, se držite njega. Jaz sem še edini ostal izmed Gospodovih prerokov. Baalovih prerokov
je 450. Dajte nam 2 vola. Vi si enega izberite, razsekajte in denite na drva, a ne prižigajte ognja. Jaz bom pripravil drugega, ga dal na drva, ognja pa ne bom podtaknil. Potem kličite ime svojega Boga, jaz pa bom klical Gospodovo ime. Bog, ki bo odgovoril z ognjem, je pravi. Predlog je dober. Balovi preroki storijo, kakor jim je Elija velel. Potem pa so od jutra do opoldne klicali Balovo ime. Bal, usliši nas! Usliši nas! Bal, usliši nas! Usliši nas! Bal, usliši nas! Bal, usliši nas! Kličite glasneje, morda ima delo, se kje mudi, ali pa je kam odšel. Mogoče spi, prebudite ga. Kričali so na vse grlo, za manj. Kakor je pri njih navada, se zbadajo z meči in sulicami, da se jim iz ran cedi kri. Od opoldne do večera divjajo, kakor ponoreli. Ljudstvo, pridite k meni. Elija vzame 12 kamnov po številu Izraelovih rodov in naredi iz njih oltar. Potem naloži drv na oltar, razseka vola in ga dene v kosih na drva. Ob času, ko darujejo v Jeruzalemu v templju večerno daritev, stopi Elija k oltarju. Gospod Bog Abrahamov, Izakov in Izraelov, danes naj ljudje spoznajo, da si ti Izraelov Bog. Usliši me, Gospod, usliši me. To ljudstvo naj vidi, da si ti, Gospod, pravi Bog. Ogenj je padel z neba in použil žgalni dar preroka Elije z drvmi, kamni in zemljo vred. Ljudstvo vse to vidi in pade na obraz. Gospod je Bog! Gospod Gospod je Bog! Gospod je Bog!